če želimo vzgojiti kjerkoli v Sloveniji smučarja, se mora dejansko preseliti v šolo ali v kraj, kjer vidi sneg. Ker če ti snega ne vidiš, si težko smučar. Sredica je bila taka, da smučka je preprosto bila nevozna. Vse na tleh, materiali so bili seveda sporni, niso zdržali, smuči so se lomile. Ampak on ni sam prvih 5 pogledal, ne? On je pogledal tudi tunga, ko je bil 30. Ker vedno je treba gledati tudi mlajše in zadaj, ker vedno so dovzetni do sprememb in lahko počnejo kaj drugače, ki bi tudi te ali pa osebno pasali. Ne? Kam gre smučarija? Smučarija bo še manj dostopna za vse ljudi, bo to za bogate ljudi, kar me žalosti, da se gradijo dvorane, da bo to postal slej ko prej, jaz upam, da ne bom tega doživel, dvoranski šport. Je bilo zanimivo in še danes se spomnim, ko sem jaz prišel čez cilj, sem avtomatsko dvignil roke. Bi izgledal zelo butast, če bi bil tretji, ampak obe vožnji, prvo in drugo. Jaz sem bil prepričan, da bom zmagal. Sem postal tudi zelo samozavesten, manj ranljiv. Smučanje je bilo lahkotno, ker naenkrat so se vsi problemi, ki jih ima tekmovalec, ki ni dober, so se razblinali oziroma jih ni bilo. To je ta občutek, ki ga mogoče želim dati mladim, da preprosto uspejo narediti tisto, kar znajo popolnoma sproščeno. Matjaž Vrhovnik je smučar, je olimpijec, je tudi zmagovalec tekme slaloma v Adelbodnu, slaloma na verjetno najtežji strmini, kar jih imamo v tehničnih disciplinah svetovnega pokala v alpskem smučanju. Je bil tudi tretji v skupnem vrstnem redu slaloma v sezoni 1999-2000, danes pa je znan predvsem kot strokovni komentator na televiziji Slovenija in pa v nekoliko ožjem krogu, lokalnem, tudi kot trener v novomeškem smučarskem društvu Krka Rog. Pozdravljen v našem podcastu, Matjaž. Danes te imamo vsi za Novomeščana, čeprav si rojen Ljubljančan. Kaj se počutiš? Lep pozdrav, hvala za povabilo. Počutim se globalnega človeka, ki nima meja, glede na to, da sem vrsto let v svoji mladosti preživel praktično po hotelih, po kontinentih, ne sicer vseh. Nimam to vrstnega domotožja, da bi se opredelil, kaj pravzaprav sem. No. Imam še vedno stalno bivališče v Ljubljani. Ampak ja, ne, zaenkrat se lahko brez nadaljnega tukaj v Novem mestu že vrsto let počutim zelo domače, zelo dobro. Stkal sem ogromno prijateljstva takega in drugačnega in v bistvu lahko rečem, da je to moj dom. Ja, tudi hišo si zgradil v Novem mestu in družino ustvaril v Novem mestu. Ne? Tako je. Ja, v bistvu smučati pa si začel v Dolomitih. Ampak ne v Dolomitih. Jaz sem te hodil popraviti. Ne v Dolomitih v Italiji. Dejansko, ja, v smučarskem klubu Dolomiti, ki ne obstaja več. Nadaljeval sem potem v smučarskem klubu Novinar in od leta 93 ali 94 sem član novomeškega kluba Krka Rog. Ja, praktično so bili tisti časi bistveno drugačni. Oče je poskrbel za to, da sem stopil na smuči in to so bili še časi, ko smo dejansko za hišo na strmini, ki je sedaj v bistvu pozidana, delali po šoli skakalnice, polivali z vodo, postavili si leskove palce, slalomirali in smučali smo doma, res doma, v pravem pomenu besede. Naučili smo se smučati doma, ja. Da. No, v Novinarju si imel pa enega tudi malo posebnega trenerja, Matijevca, Vanja Matijevca. Ne? Ja. Je on tisti mogoče ključen dejavnik, ki je vplival na to, da si ti iz enega povprečno nadarjenega fanta postal tako rekoč svetovni zvezdnik alpskega smučanja. No, Zdaj,
težko bi izpostavil katerega koli trenerja, ker zdaj, ko delam kot trener, vsak trener na nek svoj način da en doprinos tekmovalcu, smučarju, ki ga potem izoblikuje. Res pa je, da je Vanja Matijevc bil dolgoletni moj trener in kar je bilo pri njem odlično, je bil na neke vrste inovator. Gledal je zadeve naprej, kako bi se smučanje razvijalo in nam je dal zelo zgodaj en tak element, da smo mal izstopali v tehniki smučanja. Ne bom nikoli pozabil, prvi, ki je začel slalomirati oziroma odbijati kole z nasprotno roko, je bil Avstrijec, mislim, da Bertolt. No, mi smo pa že takrat, kot majhni otroci, ne vem dejansko, koliko sem bil star, tako vozili. Na ta način, takrat so prišli prigibni. Ja, v tehniko prigibni koli in jasno, mi smo to počeli precej narobe, precej drugače. Stegvali smo roko, rotirali s telesom, ampak zadeva je obradila sadove, ker smo potem videli v svetovnem pokalu, da se tako vozi in način smučanja je še v to smer. To je ena od teh stvari, ki jih je Vanja prenašal na nas tekmovalce in moram reči, da smo bili skozi v koraku stiku z najboljšimi oziroma z najboljšo tehniko ali pa napredno tehniko. Bil je pa tudi zaradi tega na Smučarski zvezi večkrat neuslišan oziroma mal v težavah, ker normalni trenerji tega koncepta dejansko ali pa teh konceptov niso tako dobro sprejemali. Nekateri tekmovalci smo pa jih in se je to absolutno potem pokazalo in ja, lahko rečem, da je bil Vanja Matijevc en ključnih trenerjev, ki je pomagal poriniti voz malo bolj naprej. In rezultat tega je bila tvoja uvrstitev na tekmovanju trofeja Topolino, to je neuradno, takrat se je reklo, neuradno svetovno pionirsko prvenstvo, si se uvrstil med 10, ne? In nekako upozoril na se. V bistvu imel si pa v Novinarju, v klubu, dva čudovita vzornika, ne? Matejo Svet in Roka Petroviča. V bistvu, vi ste bili generacija, ki naj bi nadomestila to izjemno uspešno generacijo slovenskih smučarjev. Si poznal ta dva? Zelo dobro sem poznal, namreč to so bili časi, če se vrnem na začetek vprašanja, ogromna konkurenca je bila na tekmah in na treningih, ki je zdaj ni več. Jaz sem si mogel izboriti 8. mesto za recimo uvrstitev na določene tekme in vedno sem bil nekje na repu in ja, tako kot si omenil, trenerji so takrat dejansko zelo veliko imeli dela, kater tekmovalec bo trenutno na tekmah lahko nastopal. In to se je menjavalo z tekme v tekmo. Jaz sem dobil to priložnost. Mislim, da celo na Topolinu, ki še vedno obstaja, na te tekma za mednarodna za otroke, bil celo boljši v veleslalomu. Kasneje sem potem presedlal na slalom. Če se pa vrneva v Novinar, da, Mateja Svet ne toliko, kot je bila seveda punca in je bila v drugih krogih. Zelo dobro sem sodeloval tudi z njenim bivšim trenerjem, Milanom Bernikom, ki nam je veliko pomagal in z očetom od Mateje, Čvekom, ki je žal pokojn, smo bivali v Kranjski Gori in mi smo hodili na plas pod Prisojnik smučati avgusta in smo tam trenirali. In tam je prišla tudi Mateja in tudi Rok Petrovič. Imel sem to čas, da sem lahko spremljal Roka Petroviča, večkrat smo nogomet igrali, na treningu skupaj se je prišel pokazati, takrat smo bili mi jasno, nam ni bilo jasno pravzaprav zakaj to počnemo v daleč od profesionalizma, ker je Rok že bil profesionalc, tudi Krešimir oče je veliko sodeloval z Matijevcem, z Vanjo. Tako da ta krog je bil zelo, zelo ozek in imel sem tudi čast v Kranjski Gori, zdaj ne bom uganil letnice, da sem bil v sobi z Rokom Petrovičem, ko je tekmoval v Kranjski Gori. Jaz sem bil jasno Malinovc, me je postavil zraven, sem samo odprte oči imel skoraj celo noč in gledal. In ja, bil je zelo poseben. On je praktično, če lahko še to zgodbo povem, na kratko, on je vstal zjutraj, jasno, precej
prej kot jaz, takrat je bilo nas treba malo mučati zjutrajno gimnastiko in tako naprej. On je že v Poljski naredil, 20 trebušnih, potem je imel jogo zjutraj, pol ure, svoj ritual, tako da veliko sem videl pri njem stvari, ki so peljali v profesionalizem in Rok je bil posebnež. Pridružil se nam je tudi včasih poleti pri potapljanju, skratka, zelo, zelo zanimiva osebnost. Posebnež in mislim, da v individualnem športu moraš tudi tak biti. Ja. Prej si omenil ta plas pod Prisojnikom. Tam si enkrat na isti progi tudi vozil z Matejo Svet in si je precej približal in to ti je dalo nek upanje, da pa nekaj bo. Ne? Jasno, mislim, to je bilo res tako... To je bilo spodbuda, dobra. To je bila dobra spodbuda, čeprav je šlo za tekmovalko, ampak jasno, imeli smo nek cilj premagati Matejo Svet. Kako tudi ne, več nas je bilo, to smo imeli celo klubski dan v veleslalomu, ja, in take stvari, že da si lahko na progi s takimi asi, da jih mogoče potem se jim približaš, je en podatek, da ne da nekaj bo, ampak da delaš prav, da delaš v pravo smer, da se dobro razvijaš. Jasno, je pa tukaj cel kup ostalih stvari, ampak taki mojstri, take zvezde, ko dajo eno tako zadevo z mladimi v štric, je ogromnega pomena. Nastopil si pa tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu, ker pa nisi bil med 10, pa nastopil si v superveleslalomu? Ne, nisem nastopil v veleslalomu in v slalomu sem nastopil. Res je, takrat je bila prelomnica, v bistvu sem se uvrstil v ekipo za mladinsko svetovno prvenstvo, na takih primerih že je veliko vlogo igra psihološka priprava, v tej dobi še nismo imeli delo, še nismo sodelovali s psihologi, tako kot recimo konkurenca ali pa ostali. Smo bili bolj prepuščeni samim sebi, kot sem rekel, velika konkurenca nas je bila, veliko fantov je bilo in punc, to je bila res velika reprezentanca, velika ekipa. Nisem dosegel, mislim, da celo nisem bil med 25 ali 30, kakorkoli bilo. 29. No, tako, evo, se sem nekje bliz. Bilo je to kar veliko razočaranje, ne? Čeprav na velikih tekmovanjih vedno si želiš nastopati najboljš, je pa to že prva meja psihološkega vidika svetovno prvenstvo, mladinsko svetovno prvenstvo. Tako da tam nisem bil dober, nisem pa obupal. Kdo je pa zmagal? Nisem pa obupal. Ne vem, kdo je zmagal. Vem, Jure Košir. Jure v superveleslalomu v superveleslalomu je zmagal. Ja, pred Majerjem, Kristjanom in Brunom Kernenom. Tako. Ki kasneje vozil za Elan. Ne? Ja, tudi ja. Vsi so kasneje bili vrhunski smučarji. Ne? Ja. Moram pa nekaj še povedati, da sem dobil potem eno zaušnico od trenerjev, ko smo imeli sestank po prvenstvu, jasno, Jure je zmagal, to je bilo na koncu, je eden od trenerjev zelo dotolkl našo psihološko pripravo, tisti, ki nismo dosegli rezultate. Če nimaš medalje, nimaš v svetovnem pokalu kaj iskati, je tako? Niti ne boš prišel do svetovnega pokala. Ne? In v bistvu ta beseda pa ta stavek mi je dolg časa črvičil posod, pa ne samo mene, verjetno še ostale. In take stvari res ni prijetno slišati. Ne? Pa vseeno si prišel do svetovnega pokala, 3 leta pozneje, po tistem svetovnem prvenstvu, si nastopil na slalomu v Lehu. In tam se je začela še ena druga karijera tvoja. Zanimivo, ne? Že takrat. Pa nisem bil še tako dober v smučanju. Prva tekma v svetovnem pokalu in prvi nastop pred mikrofonom. Ne? Ja, kako je pa to ratalo? To je pa ratalo zelo zanimivo. Takrat je komentiral tekme Igor Bergant, ki mi je tudi kasneje aktiviral na televiziji. Od njega sem se ogromno naučil. Res ogromno. In je bilo tako, da sem jaz imel zelo dober čas na tisti tekmi, bile so luknje, zmagal je, mislim, da Alberta Tomba, oziroma, ne vem, po prvem teku ni bil dober, ne vem, je zmagal kakorkoli. Skratka, vem, da sem bil celo na vmesnem času, jaz sem imel številko čez 60, na vmesnem času sem imel, mislim, da desetinko ali celo boljši vmesni čas, čeprav je naredil napako kot Tomba, potem sem že pa jaz ven. Sem odstopil. 10. vmesni čas si imel. Tako, je, bravo.
Hvala. Ja, in to je bilo res, velike luknje so bile, mehko je bilo, jaz sem imel številko 60. Skratka, tisti mi je ostalo v spominu, kako se je vse skupaj razvil zelo dobro v primerjavi s tako konkurenco. Ko ti prideš v svetovnem pokalu, imaš velike oči, gledaš Tombo, gledaš Gilardelija, to so izkušeni tekmovalci. In praktično na določenih strminah, takrat so že bile proge preparirane z vodo, niti ne veš, kako boš prišel dol. Ker to je res preskok. No, in potem je po koncu je k meni pristopil Igor, rekel, posluš, jaz sem sam tukaj, bi ti meni prišel mogoče celo malo pomagati, prid k meni v kabino, bova kakšno rekla, na tekmo pa boš kakšno besedo povedal. Zdaj iz tega posnetka, kako je to izgledalo, sicer ne vem, ampak mislim, da upam, da ne obstaja. Verjetno sem kaj mrmral, drug tek, kakorkoli, ampak očitno je takrat Igor dobil en signal, da mogoče pa bi kdaj lahko bilo kaj zanimivega, ampak ta pristop mi je bil blazno simpatičen, potem nikoli več. Do konca karijere nisem niti poskusil, niti razmišljal, se niti pogovarjal v tej smeri. Ampak ja, ta reakcija oziroma ta dogodek je kar popestril kariero, če zdaj nazaj pogledam. Zmagal je Tomba, tretji je bil pa Jure Košir. Tako, evo. Ja, takrat je Jure dejansko ural ledino za Rokom pa za Križajem. Je bil Jure na udaru in mi smo zadaj v bistvu bili številčni in na nek način razbremenjeni, ker je on v bistvu dosegal dobre rezultate in tudi, če smo bili mi slabši, se ni ob nas nihče obregnil. Ja, potem pa bil si tako na robu reprezentance. Ne? Skozi. Ja ali ne. Da. In potem se je prišlo do nekih sprememb v novinarju, ne? Se je zamenjalo vodstvo. V novinarju smo se dogovarjali za sodelovanje z novomeškim smučarskim klubom, potem pa je to v vodo padlo in je kar par tekmovalcev iz novinarja prestopilo v smučarsko društvo Krka Rog. Kako je pa do tega prišlo sploh? Odkot neko svetovno smučarsko društvo, kot je bil novinar, ki je imel svetovne prvake, imel je zmagovalce svetovnega pokala, ne samo posamičnih tekem, ampak tudi v disciplini in tako naprej, zdaj pa kar naenkrat prestopajo v nekim dolenčkom, ki... Neznanim, ne? Ja. Ja, zadeva je prišla z tega, da se je tako kot ponavadi krivulja nekih rezultatov ali pa tudi v smučanju je takrat nastala neka vrzel za Križajem, za Matejo. In v bistvu je zadeva toliko daleč prepeljala, da so klubi začeli nekako pešati. Menjavale so se vodstva, starši so mogli vedno več plačevati za otroke za treninge in za tekmovanja. Skratka, ena taka čudna mešanica je ratala, trenerji so se zamenjali. Skratka, neko zatišje. In potem so v novomeškem klubu sta smučala Luka Golob, Žiga Golob in Kocjan. To so bile 3 imena, ki so tukaj se poskušala tekmovati tudi v FIS tekmovanju. Ja, ob teh sta bila pa še Kristjan Turkov in pa Nuša Moreto. Sej je bilo še več drugih tekmovanj. To so bili letniki. Tako. Sej boš ti verjetno vedel, da je bil še kakšen zraven, ampak tukaj se je gojilo. Ja, ampak ti so bili izjemno nadarjeni. Ja. Predvsem ta dva, ki sem ta zadnja, poleg Roka, predvsem Nuša pa Kristjan sta bila. Sam pogoji pa niso bili, ker Nuša mislim, da bi tudi v svetovnem merilu nekaj naredila. No, to se pravi, tle je neka baza bila, nekaj tekmovalcev je bilo. Takrat je bil v novinarju trener Dušan Grašič, ki zdaj uspešno deluje v Kanadi že vrsto let. In potem se je najdel neka kemija med tem, ko tudi Dušan v novinarju ni bil najbolj zadovoljen, je iskal drugo sredino. In mislim, da smo 4, 1 punca, 2 punci pa 3 fantje. S mojim bratom tudi smo prišli jasno tekmovati za Krko Rog, to se pravi, smo se združili. Dušan je postal trener. Spomnite, če ni bilo avtoceste, on se je vozil z Kranja na kondicijo ali pa recimo nas prišel iskati iz Kranja sem, da smo šli na trening.
nas odložil tukaj, šel domov v Kranj. Skratka, veliko kilometrov je naredil. Mislim, da je takrat tudi zgradil ta klub, da je dejansko drugače deloval. Jaz sem na nek način z rezultati vplival na to, da je tudi Smučarska zveza v takratnem času še več denarja prispevala v smučarsko društvo. Smučarsko društvo je tudi zaradi tega postalo bolj popularno. Lažje so tudi mladi se držali zraven. Od teh sem žal samo jaz prišel više, ampak ostali so pa poskušali slediti in se izoblikovali potem v trenerje, v druge smeri, ampak nivo nas tekmovalcev je ostal boljši v smislu tudi same logistike, treninga, finančne pomoči. In mi smo bili spet, ali pa moja dva starša sta bila na nek način spet razbremenjena. In v tem smislu smo potem mi nadaljevali in prišli do kje, smo prišli. V bistvu tle je imel pa ključno vlogo en človek, takratni predsednik. Tako, takratni predsednik Jože Golob je držal niti skupaj, v bistvu povezoval mene kot reprezentanta. Jaz takrat nisem imel toliko stika, prišel sem na kakšen trening, ampak jaz sem bil v bistvu že takrat del reprezentance in sem s pomočjo tega, kot rečeno, Jože je imel za to posluh. Smo gradili ekipo, smo delali zelo na boljšem nivoju, z vrhunskim trenerjem, tako da se je zadeva peljala usporedno z reprezentanco zelo solidno. Meni je žal, da ni še kakšen od teh tekmovalcev potem najdel preključka in šel na višji nivo, ampak jaz sem prihajal na Novo mesto vedno več. So pa v bistvu te, ki sva jih naštela, v bistvu še danes v smučanju, ne? Tako, vsi. Kot serviserji, kot učiteljni, kot trenerji. V glavnem, ja, očitno ni bilo za manj, da so se ukvarjali s smučarijo, ker je še vedno to njihova en glavnih virov zaslužka in dela. Ne? V bistvu ti si potem kar nekaj let v reprezentanci se uvrščal tam med 10. in 30. mestom, šel na olimpijske igre, bil tam 17. Edini Slovenec v slalomu uvrščen, kar je bilo za tiste čase nekaj zelo posebenega, da je samo en Slovenec bil uvrščen v slalomu. No in potem je pa prišel en dogodek, ko si na ledeniku neke malo drugačne smuči probal. In to so bile potem prve carving smuči, ki jih je uporabil kakšen smučar na tekmah svetovnega pokala. Ne? Tako je. V bistvu, kako je do tega prišlo? Pravzaprav sploh, da si prišel na to pomisel, da bi take smuči uporabil. Kako si prišel do teh smuči? Carving smučko je Elan takrat, ker sem tudi jaz bil na Elanu, že dal v uporabo v test tekmovalcem leta 92, 93, ko smo še delali učiteljski izpit. Ampak takrat so bile toliko ekstremno z geometrijsko, bom rekel, zlokom narejene in sredica je bila taka, da smučka je preprosto bila nevozna. Preveč je zavijala. Tudi kratke so bile. Ne toliko kratke, ampak so bile tudi kratke. Skratka, potem se je to zelo hitro potihnilo. No, v tej sezoni, o kateri govoriva, sem pa jaz bil prejšnjo leto že na bolj zadnjem mestu. Za 7 je bilo v reprezentanci prostora, jaz sem se boril za 7. mesto in sem bil že kar precej obupan. Stvari se niso premaknile z mrtve točke tam 3-4 leta. Jaz sem imel prej smuči Mizuno, dosegel sem, kot si omenil, 10. mesto, pa 30. nekje sem bil, ampak me dejansko ni bilo. Potem sem presedlal na Elan in na Elanu je bila situacija taka, da so rekli, takrat je bil še pokojni Tomaž Cerkovnik, mene so že hoteli z reprezentance izključiti in so rekli, se je priden, je marljiv, ni škodoželen, dajmo mu šanso še 1 leto, spredaj so bili Mitja Kunc, Jure Košir, sredstva so bila in je potem Tone Vogrinec rekel, ok, dajmo mu še 1
možnost, ne ostane reprezentanci. In jaz sem takrat potem videl maja na ledeniku, čisto slučajno je moj serviser Primož Finžgar. Hintertux? Ne, mislim, da je, ali ja, celo Hintertux, ja, imaš prav. Nismo šli še potem v Švico. Je prišel z nekimi krajšimi smučmi, jaz sem takoj malo opazoval in opazil, da so bile bistveno krajše od naših. Takrat smo imeli smuči dolge 2 metra. To je 197 je bil lan za slalom, to je nepojemljivo danes. On je prišel takrat s smučmi 160 dolgimi in je izgledal res kot akrobatski smučar, ne? Zelo hecen. In takrat pa, dobro vem, spomnim se, da ni bilo omejitev, kar zadeva materijala. To se pravi, imel si lahko smuči, kakor si želel. Ni bilo omejitev, kot zdaj, dolžina, stranski lok in tako naprej. No, in sem jaz na koncu treninga rekel Primožu, dej, a mi lahko posodiš te smuči, bom jaz na koncu treninga naredil par zavojev. In ko sem jaz te smuči dal na nogo, so zelo hitro zavile. Nenormalno hitro, z lahkoto, brez problemov, takrat tudi proga ni bila tako zavita, kot je zdaj. In jaz sem s temi smučmi smučal, 3 vožnje sem naredil in sem prišel, ko sva se vozila domov, na idejo, češ, zakaj ne bi mi te sredice, ki jo imam jaz v smučki, ali tovrstni material, dali v te krajše. Uredili. In že res na 7 trening sem jaz dobil take smuči, vendar ne to kratke, 160, ampak umestna dolžina je bila 173. No in potem smo šli zopet v Hintertux, naredili smo jih samo 5 parov, več jih ni bilo možno narediti, da so to zložili, sem prišel na trening, na postavitev, ker naenkrat je šlo to zelo hitro. Z lahkoto sem zavil, hitro sem se smučal, nobenega trpljenja, uživancija na polno. Vsi ostali so gledali zelo skeptično, češ, kaj se gremo. In minevali so dnevi, tedni, trening v Hintertuxu, odmor, juli, avgust v Švici, svet, tam se je pa začel že malo bolj resno, orenk postavitve, štoprce. In kar naenkrat sem bil jaz stalno, brez napora, sekundo do 2 pred ostalimi. In nihče še ni reagiral, kar je bilo blazno zanimivo. Mitja Kunc je bil ravno tako na elanu in ni verjel, da je to mogoče in je ostal na starih smučeh. No, potem se je zgodila Amerika, je celo Philip Gartner, en prvih, ki je pogruntal, ko smo imeli skupaj trening, da je to gre v neko smer, da tudi Norvežani, takrat so bili Furuset, Jage, Omot, sami stari mački prekaljeni, ustajali za mano. In zelo hitro so reagirali, no in jaz sem mimo grede tisto sezono začel z najkrajšimi smučmi. Daleč najkrajšimi smučmi. Koliko dolgim? 173. In prvo tekmo v Ameriki s številko 50 pridem v finale. Zaključil sem na 9. mestu. No, takrat je pa završal. So pa vsi videli, da vrak šalo jemlje in da je treba nekaj narediti. Ja, ampak ti si se že pol leta smučal. Jaz sem se smuči navadil na različnih terenih, na različnih postavitvah in so bili praktično vsi za mano, daleč za mano. In vsi ti starejši tekmovalci, ki sem bil jaz tudi že recimo med njimi, star sem bil 27 let, to je že danes kar staro, so imeli velike težave na prilagoditev novih smuči. Padali so na hrbet, delali salte. Tako je, recimo Rossignol. Prav smešno je bilo to vse skupaj. Rossignol je naredil potem smuči 155, take, ki imajo zdaj ženske. In skratka, to je bilo kar naenkrat, kot rečeno, vse na tleh, materiali so bili seveda sporni, niso zdržali, smuči so se lomile. Res je bilo kar pestro, zanimivo, ne? Ampak mimo grede, prva tekma, potem tudi druga tekma, sem jaz bil zelo dober, Mitja Kunc, ki je bil na elanu, zanimivo, je še vedno vztrajal na starih. In on je celo sezono odpeljal na starih smučkah. Do konca sezone se ni želel spremeniti. No in potem so te smuči ratale bistveno krajše, jasno tudi izpopolnjevali so se že in konec decembra so že mlajši tekmovalci prihajali s krajšimi smučmi in so zelo hitro osvajali prej kot starejši tehniko smučanja. Mario Mat, recimo, ki me je potem itak prehitil, ampak podobni njemu so potem zelo hitro se privadili na nov slog. Jasno, razvoj je šel še bolj naprej in jaz sem končal sezono z najdaljšimi smučmi. Torej, v pol leta se je zadeva tako skokovito spreminjala, da sem jaz na koncu ustrajal na teh smučeh 173 in ustal na najdaljših. Ne, vsi so šli pa in končal sezono s 3. mestom. Tako je. Bormiju, rezultati so se vrstili,
Ja, v Bormiju je bil finale, rezultati so se vrstili zelo dobri, vrhunski. Naj jih preberem. Ajde. Tisto sezono niti enkrat nisi odstopil. Ja, vsi ostali, ki so poskušali smučati s takimi smučmi, kot ti so redno odstopali, tvoje uvrstitve pa so bile 10., 6., 6., 3., 4., 2., 5., 1., potem katastrofa 16. Ja, to je bilo na Kitajskem oziroma v Koreji. Pa 12. in na koncu 3. in 3. v skupnem vrstnem redu. Vmes se je zgodila tudi tvoja prva zmaga na tekmi za svetovni pokal v Adelbodnu. To je bilo 20. februarja. 22.2000. Ja. In sicer prvi vrhovnik, drugi znameniti in legendarni Četi Londra Omot in tretji Mario Mat, takrat prihajajoča velika zvezda svetovnega smučanja, Košir 6., 4 Slovenci med 30. No, v finalu bomo potem o tem 4 Slovenci med 30, 4 Slovenci končali tekmo med 30, ne samo vrstili so v final. Pejmo na ta Adelboden, na zmago. Kako se spominjaš te zmage? Rad bi povedal še to, da bi bile mogoče 2, če ne bi bilo Mata, ki mi je vzel v Kitzbühelu, ampak to je bilo malo prej. Pustimo to. Ja, ta zmaga je prišla, se mi zdi, kar pričakovano. Glede na to, da sem se tisto sezono bližal res najboljšim rezultatom, sem postal tudi zelo samozavesten, manj ranljiv. Smučanje je bilo lahkotno, kar naenkrat so se vsi problemi, ki jih ima tekmovalec, ki ni dober, so se razblinali oziroma jih ni bilo. Ni me motil niti, da je snežil, niti, da je bila podlaga ali pa sneg drugačen kot sicer. Skratka, z ničemer se nisem obremenjeval. Jaz sem res užival in to je ta občutek, ki ga mogoče želim dati mladim oziroma tistim, ki se ukvarjajo športom, da dejansko se ne pretiravajo, ampak da preprosto uspejo narediti tisto, kar znajo popolnoma sproščeno. In to se je meni dogajalo v Adelbodnu. Že na ogledu, že zjutraj vem, da je padal sneg, bilo je leden, padal je sneg, kar zmešan, eni so celo mislili, da bo tekma odpadla. Jaz sem zelo normalno funkcioniral. Še celo tako je bilo, da sem na ogrevanju, ki ga imamo ponavadi, ali pa smo ga imeli in ga tudi če imajo fantje pred tekmo, naredil par dve vožnji med progo in sem odstopil po 6-7 zavojih. Skratka, trenerji so bili zelo neočakani, ker sem dan začel zelo slabo. Ampak, ko sem se jaz dal predštart v svoj film, dal sem se pa lahko, ker sem prej delal 2-3 sezone s psihologom, žal pokojnim Maksom Tuškom, ki mi je naučil obvladati stres. S preprosto tehniko dihanja in tako naprej. Obvladati ali izrabiti? Ne, obvladati oziroma se pomiriti. Izkoristiti svoj potencial v sproščenimi občutki, brez dejavnikov, brez motečih dejavnikov. Ne? Ker vedno so moteči dejavniki. Zdaj je sam problem, če te vržejo s tira. No in takrat sem bil res v neki fazi, ki potem nisem bil nikoli več. Škoda, da ni bilo tisto leto olimpijskih iger. Ne? Ja, to je zmer tako. Škoda, ampak hočem reči to, da je zelo zanimivo, še danes sem gledal en posnetek, zopet malo nazaj, stare posnetke zaradi drugih stvari. Je bilo zanimivo in še danes se spomnim, ko sem jaz prišel čez cilj, sem avtomatsko dvignil roke. Si vedel, da bo zmagal. Tako. Jaz sploh nisem pogledal na ekran. Se mogoče bi izgledal zelo butast, če bi bil tretji, ampak obe vožnji, prvo in drugo. Jaz sem bil takrat res v nekem stanju, ki je zelo težko opisljivo, ampak jaz sem bil prepričan, da bom zmagal. Se ti ni bilo treba pogledati na semafor, si slišal navijače svoje. Ne slišiš takrat popolnoma, takrat ti samo piska v ušesih. Pa s kapo si smučal, ne? Ja, ni bilo še čelad kapo, imel sem ščitnik za zobe in prvi je prišel k meni, navijač. Ja. Aleš Hanšek je preletel čez ograjo. No, ta je bil tudi v tej skupini navijačev, ki si jih ti prej tekmovalci je treniral. Tudi, ja. Navijači,
To je bilo pa vsi navijači so bili eni najglasnejših na tekmo svetovnega pokala. Najštevilčnejši in pa usodni zate, ne? Življenjsko. Življenjsko usodni. Tudi. V dobrem smislu. No, vidiš, po tolikih letih praviš v dobrem smislu. Ja. Poročil si se z navijačico, ne? Tako, ja, zanimiv, ne? Ja, stvar je šla tako, da zopet je za to odgovoren, ali pa krivec glavni Jože Golob, ki je zelo zgodaj, ko sem šel v Flahovo tekmo, se spomnim, so prišli navijači z Dolenjske na preprosto rjuho belo s sprejem napisani, kdo so. Vem, da celo 2 nista imela potnih listov, takrat smo še dali potne liste za prehod v Avstrijo, je bilo treba nujno urgirati pred tekmo, da sta dobila potni list in eni so šli prvič v tujino. In so prišli v Flahovo, ko sem bil jaz recimo 31. In so druge navijaške skupine, jasno boljših tekmovalcev, z zanimanjem spremljali, češ, kaj pa vi tukaj navijate za nekoga, ki je pa zadnji, ne? Ali pa ne pride v finale. In so bili vztrajni, so hodili s kombi v Kitzbühel celo z 2 avtobusama, mislim, da je še celo Jože Rauber z Krke ljudi pripeljal. Skratka, spomnim se to, predvsem v Kitzbühelu, da je, če pogledate še danes, po strmini navzgor, na desni strani v cilju so bili Avstrijci, avstrijske zastave, na levem bregu, ki je bil mečken manjši, so bile pa same slovenske zastave. Se pravi, slovenski in avstrijski navijači so prednjačili na tekmah svetovnega pokala v slalomu, zaradi vseh nas. Zadeva je bila potem toliko daleč je prišla, da so navijači šli na svetovno prvenstvo, na olimpijske igre v Nagano, tudi so prišli in so me spremljali praktično od slabših rezultatov ali neomembne vrednih do zmage in tako naprej. Ja, to so bili v bistvu časi slovenske smučarske euforije, ki se je še vlekla iz unih 80-ih let, ne, ker je bila največja. Ampak je takrat v 90-ih kljub vsemu je to že malo padalo, malo manj ljudi je že zanimalo smučanje. Ne. Čeprav v primerjavi z danes še vedno zelo veliko. Ne. Kaj je danes z našim smučanjem? Slovenci nismo več smučarski narod. Ne. Tudi včasih smo imeli med 10 po 4 tekmovalce, recimo v veleslalomu. Danes nimamo slalomista, ki bi bil sposoben v svetovnem pokalu smučati. Imamo eno samo slalomistko, dobro, imamo jih še, samo so poškodovane, ampak nastopa ena sama. Ne. Pri moških, ki smo bili svetovna velesila, nimamo niti enega tekmovalca. Kako je do tega prišlo? To je zelo kompleksna zadeva in vleče se že vrsto let. Že v naših časih je bilo, ko smo bili mi na vrhu, je bilo manj podmladka, absolutno manj podmladka in velika sredstva so se vlagala v ekipe, ki so pač bile v svetovnem pokalu. In se je že z tistega naslova začel pozabljati na mlade generacije. In to se je potem samo stopnjevalo. Vemo, da se je vodilni na zvezi zamenjali in tako naprej. Velikokrat? Ja, velikokrat. Jaz bi tukaj dal Zdaj, če gledamo kot šport, ne, jasno, smučanje mogoče nacionalni šport, jaz ne bi v tem veliko razpredal, veliko ljudi še vedno smuča, smučanje je lep šport, res pa je, da nimamo tekmovalca in tukaj tekmovalcev dobrih, recimo novih, mladih, pogumnih, jaz tukaj gledam bolj napako v sistemu. Za sistem ni odgovorna samo ena oseba, tukaj je več dejavnikov, govorimo od staršev, od vzgoje naprej. Samo ena stvar, ki me blazno ziritira in moti, so telefoni. V bistvu gre... Motečih dejavnikov je mnogo. Ne? Ja, v bistvu gre za družbene spremembe. Spremembo v družbi in to je samo posledica tega. Ne? Ker danes trenirajo tisti otroci, ki jih starši tja pošljajo in plačajo vadnino. Ne? Plus ostalo. V našem času je prišel trener v šolo in je vprašal, dajte mi povedati, kjer naj dlje v daljino skoč, kjer najhitrej teče na 60 metrov, kjer je najboljši v poligonu,
najbolj spreten, tega bomo povabili, da pride trenirati v klub. Ne. V bistvu šla že sploh v klub nekdo, ki ni bil nadarjen, ni prišel. In delalo se je samo z nadarjenimi. Danes se dela z vsemi. Ne. Z vsemi. Zato, ker ne moramo narediti selekcijo nadarjenih, ker velik problem so tudi okoljske spremembe. Poznaš ledenik Meltal, ga danes praktično ni več. To se pravi, v 20 letih, naša generacija, recimo na ledeniku, ki je oddaljen 2,5 uri, smo trenirali avgusta. Danes, mogoče je to ratalo zimsko smučišče. In če želimo vzgojiti kjerkoli v Sloveniji smučarja, se mora dejansko preseliti v šolo ali v kraj, kjer vidi sneg. Ker če ti snega ne vidiš, si težko smučar. In poplava ostalih športov, ki so bistveno bolj dostopni, govoriva logistično, govoriva finančno, so pobrali vse te otroke, kar je na nek način razumljivo. Tudi jaz osebno imam sina, ki je izbral nogomet. Jaz sem imel majhne skrbi, on se je sam s kolesom odpeljal na Portoval, treniral nogomet, čez 2 uri je bil doma in jaz sem lahko počel svoje stvari. Za smučanje, če nismo na gačah, vemo, koliko dni se naredi na gačah, pa se trudijo, da jih bi bilo čim več, ampak narava tega ne omogoča. Danes je treba otroka peljati še danes, pa smo skoraj sredini decembra, v Sloveniji so 3 proge, na katerih lahko smučaš, zmanjšane, zožane, ne moš postaviti, voziti ljudi v Avstrijo. Razmišljamo, zdaj gremo na trening na božične počitnice, se lahko zgodi, da bomo mogli iti na ledenik sredi decembra. Zakaj nimamo potem smučarjev? In tukaj je še mnogo stvari zraven, bom rekel, kultura, obnašanje, koliko tudi starši želijo, da ljudje smučajo. Sej imamo hrvaške uspešne smučarje, ampak ne živijo skoraj doma, živijo v tujini, tam smučajo. Tako kot so v času Slovenije. Tako je. Tega v Sloveniji ni več, je to ratal, oziroma se je treba premakniti drugam, živeti druge, zato da lahko smučaš, in tega pač mi nimamo. V času hrvaški smučari takoče govorili slovensko, zdaj takoče govorijo nemško. Nemško, ja. Tako, ali pa angleško. In veliko osip imajo tudi v tujini, ni samo to problem pri nas. Poglejte Švede, koliko pa je Švedov? 10 let jih ni bilo, praktično, pa imajo sneg doma. Sprav, vse skupaj lahko ogromno stvari je, ki je do tega pripeljali, kjer smo, je pa to res zelo, zelo slabo stanje. No. Poznaš Stenmarka? Videla sva se na večjih dogodkih, tudi kakšno besedo izmenjava, če se srečava, kadar se. Drugače pa zelo dobro vem, kdo je, ker sem ga posnemal, oziroma smo ga gledali, smo si ga želeli. Celo take kape smo se dali narediti bele s cofom. No, takrat je imel že cof, v mojem času še ni imel cofa. Imel Stenmarkov, ko smo rekli. Ne? Tako kot Titovka. Ja, je pa Stenmarkovka. Zakaj je bil on tako dober? Zakaj je on šifriral tako dobro? No, se to je naslednje vprašanje. Ja, on je, vse tle so bili še, recimo, Filmer, Stilmer, Bojan Križaj, ki so mu prišli blizu, ne? Vemo, kakšen je on, zelo miren karakter, bil je delavc, imel je tudi tehnološke prednosti, recimo z Elanom, imel je odličnega serviserja, nikoli se ni izpostavljal tako ali pa drugače. Še danes, vemo, če pogledamo kakšne medije, še danes je sposoben skočiti na skrinjo, mislim, da do tukaj nekje skoraj do prsi, ne? To je 1,5 metra izstav, ker marsikdo športnik tega ne more. Ne? Bil je izjemen atlet, vsestranski športnik. Tudi, absolutno. Izjemno predan, in pa smučanje ga je res zanimalo. Ne? Zdaj bom jaz nekaj povedal, ker drugače sprašujem. Jaz sem bil v Kranjski Gori, takrat, ko je zmagal Tomba, pa je bil tretji, Girardelli je zmagal, pa Tomba je bil tretji takrat. To je bilo tam 90 let ali nekaj tazga. In je Stenmark se ni uvrstil ali je bil ni se uvrstil v drugi tek. Ne? In on je od spodaj, slučajno zraven mene stal, pa sem ga opazoval, ne?
je gledal v drugem teku čisto vse smučarje, tudi tistega, ko je bil zadnji. Takrat se je še tisto menjalo prvih 5. Peti je prvi šel na štart, prvi 5, pol so šli pa po vrst. Ampak on ni sam prvih 5 pogledal. On je pogledal tudi tunga, ko je bil 30. Ga je nepremično gledal, kako smuča. Ja, zato, ker ga je zanimalo, kako si rekel. Kaj počnejo mlajši in tisti zadaj, ker vedno je treba gledati tudi mlajše in une zadaj, ker vedno so dovzetni do sprememb in lahko počnejo kaj drugače, ki bi tudi te ali pa osebno pasali. Pa tudi spoštovanje do to je pa še druga stvar. Ja. Tako neverjetno. Kakšni so pa danes ti šampioni, recimo? Kakšna je Michaela Schifrin? To so tekmovalci, ki so zelo predani, tako kot je bil Stenmark in ostali svojemu športu. Poleg tega od mladih let naprej, če lahko ta izraz uporabim, dresirani, v smislu psihološke priprave, drila kot takega na terenu, so pa manj dostopni. Danes, če hočemo govoriti z Michaelo Schifrin, kot recimo za intervju, gre vse preko predstavnikov za medije, skratka, zelo redko lahko kakšno besedo s tako tekmovalko, ker jo ščitijo menedžerji, jo ščitijo oprode, kot jim jaz rečem, ki takoj po ciljni areni hodijo s tekmovalcem in ga peljejo do medija, ki je za njih pomemben in tako naprej. Skratka, zelo nedostopno delujejo, čeprav niso. Ravno tako vrhunsko skrbi za regeneracijo, ravno tako veliko trenira, tukaj ima še vedno mama ogromno besede pri tem, torej mama menja trenerje, mama dirigira tempo, način treninga in tako naprej. To se pravi, tako kot je bilo pri Ilki Štuhec, so bili starši dejansko so vodili zadevo. Kaj pa recimo opazujemo Kristoffersona, se jezi, meče smuči po tleh, skoraj se pretepa. Čisti kolerik. Pa je tudi drugač, taka sporna oseba ali... Bi rekel težko, glede na to, da ima ogromno prijateljev, da je nekoliko drugače, bolj sproščen in ne tako osoren ali slabe volje, ko je privat. Imeli smo že možnosti, ko smo se v Alti Badiji slučajno stanovali v istem hotelu, je deloval povsem normalno, se pogovarja, kremlja in tako naprej, ne beži. Je pa res, da ko je v fazi tekmovanja, ko je med ljudmi, je pa svojevrsten. Marsikdo, recimo, lomi ščitnike, pa palce v sobi ali pa drugje zunaj, v nevidnem polju. On je impulziven in to naredi tudi pred očmi javnosti. Drugač pa ni bad guy. Zaenkrat ne, nimam tega občutka, je svojevrsten, skipljiv, absolutno skipljiv. Drugač pa je res, da mogoče ni tako prijazen do vseh kot ostali športniki, denimo v Kitaju, kjer trenira, skoraj ne da podpisa otrokom, ne dovoli, da se do z njim pelje na vlečnici. Je bolj samotar, ni pa je še vedno športen, zna priznati poraz, absolutno, ni pa se mi zdi nesramen, oziroma ni nesramen in ni škodoželen. Kaj pa Marko Odermatt? Ko si prej opisoval Michaelo Schifrin, se mi zdi tudi Marko na podoben način ustvarjen šampion. On je pa res najbolj sproščen od teh dveh, če sva že o teh dveh govorila. On je pa zelo, zelo preprost. Preprost, se ne skriva, ne beži od odgovornosti, rad da podpise otrokom, se pogovarja v tistem prostem času, absolutno. Kar je zanimivo pri njem, je razlika od ostalih dveh, ki imata recimo svojo ekipo. Vemo, Michaela Schifrin trenira v svoje, včasih za sparing partnerja povabi kakšno od tekmovalk, zelo redko, zelo podoben je Kristofferson, ves čas sam vemo, da se je skregal z norveško reprezentanco, ga tudi nekako ne marajo, se pogovarjajo, kar je nujno. Medtem ko Odermatt je pa še vedno član ekipe in želi ostati član ekipe, ker prav, da se tako dobro počuti med prijatelji,
v takem okolju, da mu je to spodbudo, vsi mu privoščijo, sej sam tisti, ki spremljate smučanje, kaj se dogaja na svetovnem prvenstvu v Hinterglemu. Tam je bila norišnica. Švicari so noreli, Švicari so zmagovali, Švicari so bili enotni, so, če lahko rečem, afneguncali, se pobrili vsi. Skratka, en ekipen duh, ki so fantje zelo, zelo sproščeni. Kakšnega so imeli tudi Norvežani, ne? Tudi, ja. In Marko Odermatt je velik talent, delavc, sicer pa izjemno inteligenten. Izjemno inteligenten in zna tudi z dobrim fokusom narediti takrat, ko je treba ravno to. Mislim, mene navdušuje, tako kot me je prej pri Hiršerju, ta visok ritem ali doseganje res top rezultatov skozi celo sezono. Zdaj to že par sezon. To je velika umetnost. Kakšna je prihodnost smučanja? Slovenskega, svetovnega, rekreativnega? Glede na spremembe, ki jih doživljamo, se mi zdi, da se zgublja čar smučanja, bele zime, veliko snega, včasih tudi kakšna luknja na progi. Vidimo, da danes je priprava prog, vse mora biti kot avtocesta, laboratorijsko. Tekme svetovnega pokala se bodo mogle širiti više na više ležeča smučišča, če bo to možno. Vsa smučišča do zdaj, ko sem govoril z Janjem Hladnikom, ki dela na FISI, so dobila vsa prizorišča, ki delajo svetovne pokale, dekret, češ da je treba vložiti v umetno zasneževanje. To se pravi, ne duplirati, ampak triplirati vodo, cevi, topove, zato da lahko v 2 dneh naredijo dovolj snega, da bo tekma potekala. Ker kaj se zgodi? V Kranjski Gori se je zgodilo dovolj snega, naredili so ga, potem so temperature v 3 dneh naredile grozo z terena in je tekma skoraj odpadla, oziroma celo je. Tega si FISA ne dovoli več. In so zelo, zelo načrtni sistemi, kako vzpostaviti, da bodo te prizorišča, ki so ali druga, imele dovolj snega. To se pravi, boj z naravo. In ledenikov praktično kot takih ne obstaja več. Hintertux, ki je obratoval do zdaj 365 dni, je bil letos prvič zaprt 2 meseca, ker je bilo nemogoče smučati. Skratka, kam gre smučarija? Smučarija bo še manj dostopna za vse ljudi. Smrtnike tudi. Bo to za bogate ljudi, kar me žalosti, da se gradijo dvorane, da bo to postal slej ko prej. Jaz upam, da ne bom tega doživel dvoranski šport, kar je popolnoma skregano z naravo. Tako da se nam ne piše dobro, kar se tiče smučanja. Bodo pa obstajali, absolutno sem prepričan, obstajajo ekipe, obstajajo posamezniki, ki si želijo smučati, dajo vse v to, da bi bili tekmovalci dobri in drugačni. Res, da je danes zelo pestro to dogajanje, tisti, ki se bodo selili blizu snega in bodo v stiku s snegom vsak dan, bodo tudi verjetno dobri smučari. Tako da je na nek način za mladino, tudi s katero mi delamo, je problem, ker je smučanje manj dostopno. Greš kdaj smučati za svoj užitek, sam zase? Tudi, predvsem se ne rad peljem daleč, če je to možno, naredim tudi na gačah, ker si v pol ure gor in odsmučaš, če je le možno, kadar delajo. Sicer poskušam nekaj smučati, ko grem na prizorišče, ko grem komentirati, tega je zdaj tudi še vedno manj. Drugač pa, jasno, izbiram dneve, rad sem na soncu, ne v megli, ampak z velikim užitkom naredim en par takih zavojev za dušo, to pa ja. In preprosto imam rad smučanje, če bi se kdaj odločil še enkrat, če bi imel to možnost, bi absolutno izbral smučanje. Zato sem tudi v tem športu kot komentator, kot trener in mi je velikim veseljem delam z otroci, ker vidim, kako konzumirajo, pijejo znanje in še obstajajo tekmovalci tudi na Dolenjskem, ki jim vožnja ne predstavlja še tako oviro, da se ne bi ukvarjal s smučanjem. Lahko bi se še o marsičem pogovarjali, o tvojem zdravju. No, to je dobro, to je za enkrat dobro, tako da tle sam pohvalim. Je v redu. Je v redu. No, to me veseli. Hvala za
obisk v našem podcast studiu, pa veliko smučarskih dni, pa če naj bo saj želja, če se že to ne bo uresničilo, še kdaj na bregu zabajto sneg. Ja, to si vsi želimo. Jaz vsak let pišem Božičku, da naj prinese sneg, pa je dober kazal letos, pa zaenkrat je bolj klavrno, ampak upamo, da se morda lahko veselimo teh parih dni, ko bo sneg tako, kot je treba. In hvala še enkrat za povabilo. Pridem s tabo štamfat, ko bo. Mislim, da nas bo več, tako da dobrodošel. Hvala tebi za obisk. Hvala.